Ja, dober večer še z moje strani. Lepo pozdravljeni. Lepo, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Hvala Katrini za predstavitev. Torej, kot je že rekla, bom danes predstavila v bistvu temo, s katero se ukvarjam v okviru svojega doktorata pod mentorstvom doktor Martine Orlando Bonaca. Tako da bi vam danes želela povedati malo več o pomenu gozdičkov rjavih alg, zgodbi, zakaj te gozdički pri nas izginjajo in kako jih varujemo. Najprej pa nekaj splošnih besed o rjavih algah. Zdaj, ko govorimo o algah, vem, da ima večina ljudi najprej neko negativno asociacijo. Alge so tiste sluzaste stvari, ob katerih nam spodrsne ob vstopu v morje, nadloge, s katerimi se soočamo ob čiščenju bazenov ali akvarijev, ampak danes bi vam želela predstaviti alge, rjave alge v malo lepši luči in povedati v bistvu, zakaj so tako pomembne. Zdaj, najprej ena zanimivost, v bistvu rjave alge sploh niso rastline, ampak spadajo v samostojno kraljestvo kromista. Vse rjave alge so večcelične, za razliko od drugih predstavnikov iz tega kraljestva, in pa 99% vrst rjavih alg je morskih. Poznamo približno okoli 2000 vrst, zdaj trenutno je v tej bazi AlgaeBase, kjer imamo trenutno zabeležene priznane vrste 2121 vrst, ki spadajo v 265 rodov in 46 družin. Od tega pa 100 vrst najdemo tudi v Tržaškem zalivu. Rjave alge so lahko zelo majhne, mikroskopske, nitaste stelke, lahko pa so tudi zelo velike in zrastejo več kot 10 metrov. Gre za orjaške parenhimatske stelke, ki jim rečemo tudi haloge, mogoče ste kdaj že slišali za ta izraz, ali pa za izraz skelpi, če ste gledali kakšne dokumentarce o bolj hladnih morjih. In te kelpi, ki so v bistvu rjave alge iz redu Laminariales, lahko zrastejo res veliki, recimo na tej sliki se tale tjulon potaplja med kelpi vrste Macrocystis spirifera, ki zrastejo kar do 60 metrov visoko, tako da so to res kot neka podvodna drevesa. Večinoma rjave alge uspevajo v hladnejših vodah obalnega morja. Tukaj sem vam želela samo malo predstaviti diverziteto rjavih alg, samo za občutek, v bistvu, da je lahko res njihova stelka zelo različno grajena, od tistih majhnih, nitastih do velikih, pa tudi malo za občutek, kakšen pomen imajo za človeka. Zdaj, azijski narodi, pa tudi recimo v Evropi, tam atlantske obale, uporabljajo rjave alge že zelo dolgo, ne samo v prehrani, ampak tudi recimo v agrikulturi, za gnojenje. Recimo letos sem bila na eni taki službeni poti v Britaniji in tam te alge že od nekdaj v bistvu nabirajo, jih potem sušijo na soncu, pustijo, da po njih pada dež, da v bistvu izpere ven sol in jih uporabljajo kot tako zelo dobro naravno gnojilo. Včasih so jih pa uporabljali tudi za pridelavo stekla, v bistvu, ker se iz njih lahko pridobiva soda, tako da v steklarstvu. Azijci tudi že zelo dolgo to uporabljajo v prehrani, pač tak pomemben del v bistvu, tako da če ste kdaj v kaki japonski restavraciji, sigurno na meniju najdete alge, pa ne samo v sušiju, v miso juhi, solato iz alg lahko najdete. In v bistvu predvsem za recimo ljudi, ki ne jejo
živil živalskega izvora so lahko alge pomemben vir B12. B12 sicer ne najdemo v nobeni kopenski rastlini. Poleg tega imajo tudi en kup snovi, ki so za človeka zanimive, take so recimo fluorotanini. Te fluorotanini so snovi, ki alge ščitijo pred biotskim in abiotskim stresom, kot je objedanje, UV svetloba, in zato se uporabljajo tudi v kozmetiki, recimo sončne kreme delajo iz alg, zelo učinkovita zaščita res pred UV sevanjem. Pa v zdravilih pa zato, ker imajo antitumorsko delovanje, antibakterijsko, antimikotično, protivnetno, tako da tukaj je še res veliko enega potenciala, kako uporabiti rjave alge, in to zadnje čase prepoznavamo tudi v Evropi, tako da vem, da na Portugalskem, na Norveškem, v Franciji že obstajajo v bistvu te akvakulture makroalg, ki jih potem gojijo na takihle vrveh, in to je v bistvu zelo donosen posel, ker se ta biomasa zelo hitro v bistvu hitro pač podvaja, no. Malo več o pomenu rjavih alg, no, to sem vam zdaj povedala, pa še kako sploh živijo. Zdaj, lahko so pritrjene na trdno podlago, tako kot večina vrst cistozir, o katerih bomo danes govorili. Najraje imajo kakšno skalnato podlago, lahko rastejo kot epifiti na drugih makroalgah, morskih travah, lahko tudi živalih ali pa umetnih strukturah. To vidimo na drugi sliki, recimo majhna rjava alga Ectocarpus, ki raste na neki večji algi, Halopitis incurva. Potem imamo alge, ki so plavajoče. Najbolj znane take plavajoče alge so sargaške alge, ki tvorijo zelo pomemben in zanimiv ekosistem v sredi Atlantskega oceana. V bistvu ponavadi so ta območja sredi oceana taka revna, tam ni dosti virov, hranil, in so to bolj take morske puščave, bi skoraj lahko rekli, ampak tam med Azori, Antili in Bermudi pa se nahaja več kvadratnih kilometrov velika zaplata teh sargaških alg, in tam potem živi res veliko različnih vrst rib in drugih organizmov, v bistvu podpirajo zelo veliko biodiverziteto. Med drugim se tam razmnožujejo prav vse evropske jegulje, tako da katerakoli jegulja, ki jo srečate recimo v Sloveniji ali pa drugje v Evropi, je v bistvu prišla iz tega Sargaškega morja. Torej so zelo pomembni gradniki habitata rjave alge, sargaške alge, kelpi, v Sredozemskem morju pa v bistvu tako pomembno vlogo gradnikov habitata opravljajo prav cistozire. Cistozire prihajajo iz redu Fucales. Red Fucales je zelo pomemben, tukaj je več takih gradnikov habitata, kakšne alge iz rodu Sargassum tudi, pa Fucus oziroma bračiči. Mogoče se še spomnite jadranskega bračiča, to je bila ena vrsta, ki je bila še do leta 2013 tudi v Slovenskem morju zelo pogosta. Po letu 2015 pa nismo našli niti ene stelke več. Ta bračič je prikazan tu na drugi sliki, to so take rjave alge, ki so uspevale v bibavičnem pasu. Za njih so bile značilne take mešičkaste strukture na koncu, to je v bistvu namenjeno razmnoževanju. Zdaj, zakaj je ta bračič izginil, pravzaprav ni znano, je pa zelo verjetno, da je to povezano z vedno višjimi temperaturami, predvsem v zimskem času, ko sedaj temperature le še redko padajo pod 10 stopinj. Ta vrsta pa rabi za razmnoževanje
res nizke temperature. Za ta red Focales je sicer značilna ta tipična zgradba, v bistvu pritrjevalna struktura, ki spominja na korenino, lahko je tudi v obliki ploščice, kot pri cistozirah, temu lahko rečemo rizoid, potem glavna os oziroma kavloid in ta del, ki spominja na list, in mu rečemo lamina in je lahko tudi močno razvejana. Zdaj, za red Focales je značilno tudi to, da tukaj za razliko od večine drugih alg, ki imajo lahko zelo zapletene razmnoževalne cikle, tukaj ni izmenjave generacij. To pomeni v bistvu, da so diploidne, to pomeni, imajo 2 seta kromosomov in tudi njihovi potomci imajo v bistvu 2 seta kromosomov, kar je značilno sicer tudi za recimo nas ljudi. Drugače je pri teh nižjih rastlinah, se pravi recimo veliko alg, praproti in mahov, se te generacije izmenjujejo. Tako da to je v bistvu znak, da so te rjave alge napredni organizmi že. Okej, zdaj smo prišli do cistozir, s katerimi se jaz ukvarjam. Te cistozire so najbolj kompleksne alge v Sredozemskem morju, kot smo že rekli, tvorijo zelo pomembne habitate. Za njih je značilna tridimenzionalno razvejana stelka, ki jo tvori glavna cilindrična os, okoli katere so radialno ali diskotomno nanizane številne veje, ki se potem lahko še naprej delijo in to tvori take bujne krošnje. Lahko so prisotne tudi kakšne strukture, kot so aerociste, to so v bistvu tu na prvi sliki zgoraj, taki mehurčki, v katerih je zrak, in to v bistvu skrbi za to, da alga v vodnem stolpcu stoji pokonci in lahko tudi kljubuje valovanju. Za cistozire je značilno, da so to relativno velike vrste. Za Sredozemsko morje recimo, tukaj pač nimamo teh kelpov, ki zrastejo več 10 metrov visoke, tako da zrastejo tam do 1 metra približno, kar je za naše razmere kar veliko. Dosežejo zelo visoko biomaso in so dolgožive. Kje rastejo? Najdemo jih v bibavičnem pasu, se pravi kamniti mediolitoral, v potopljenem pasu, infralitoralu, to je ta pas, kjer v bistvu uspevajo fotofilne, torej svetloljubne vrste alg in pa morske cvetnice, to so morske trave. Nekaj vrst pa najdemo tudi v zgornjem cirkalitoralu, to je pas, ki je pod tem pasom, kjer uspevajo morske cvetnice in fotofilne alge, ampak teh vrst je le nekaj. Takšnim vrstam pa pravimo, da so sencoljubne oziroma sciafilne. Cistozire uspevajo po zmernih območjih severne poloble, najdemo jih v Sredozemskem morju, kjer uspeva večina vrst, po večini so namreč endemiti Sredozemlja, najdemo pa jih tudi v Indijskem in Tihem oceanu. Zdaj, ko govorimo o cistozirah, govorim o cistozirah v širšem smislu, torej cistozira senzulato. To pa zaradi tega, ker se je ta rod nedavno razdelil na 3 rodove, in sicer cistozira, erikarija in gongolarija, ampak jih v ekološkem smislu še vedno obravnavamo skupaj, ker opravljajo podobne ekosistemske funkcije in tvorijo te pomembne gozdičke. Tukaj sem želela prikazati samo malo diverziteto v bistvu različnih cistozir, kljub temu, da je ta osnovna zgradba podobna, pa se morfološko seveda med seboj razlikujejo v zgradbi teh filoidov, se pravi teh delov, ki spominjajo na lističe. Jaz se ukvarjam z vrsto Gongolarija barbata, ki je na tej sliki spodaj z svetlo-modrim ozadjem. To je tudi vrsta, ki zraste tam skoraj do metra v višino.
Sicer pa, ja, kot sem rekla, poznamo okoli 50 vrst in recimo kot zanimivost lahko omenim še tole vrsto Ericaria selaginoides, za katero je značilna iridiscenca, ker živi v bibavičnem pasu in ima v stelki v bistvu take kristale, ki so narejeni iz maščobnih telesc, in ko se ta telesca ob razmerah, ko je malo svetlobe, združijo skupaj, delujejo kot leča in povečajo prepustnost svetlobe, tako da do kloroplastov pride čim več svetlobe in lahko to učinkovito izrabijo za fotosintezo. Velja omeniti še, da so skoraj vse vrste cistozir zaščitene z Barcelonsko konvencijo, Berensko konvencijo, Evropsko direktivo, uvrščajo se na Evropsko rdečo listo habitatov, v vodni direktivi pa so navedene kot indikatorji dobrega stanja voda. Kaj to pomeni? Cistozire so vrste, ki uspevajo v čistem morju, se pravi v morju, ki ni obremenjeno z organskimi snovmi. Nasprotno temu recimo pa je morska solata, ki jo vsi poznamo, ki je značilna za območja, kjer je teh organskih snovi veliko in mogoče prihaja do nekega onesnaženja. Cistozire v obremenjenem, onesnaženem morju, na predelih, kjer je eutrofikacija, ne uspevajo. Pa še malo več o pomenu cistozir. Povedala sem že, da so zelo pomembni gradniki habitata in da tvorijo te gozdičke, ki so pomemben življenjski prostor za številne organizme, ne samo za živali, ampak tudi za druge vrste alg. Študije so ugotovile, da lahko na eni cistoziri najdemo tudi tam do 50 vrst epifitskih alg. Poleg tega so to pomembne jasli za ribje mladice, to pomeni, da v bistvu ribje mladice v njih najdejo skrivališče, to je njihov prvi habitat, kjer se skrivajo in se tako zaščitijo pred predatorji. Seveda pa predstavljajo tudi vir hrane, recimo z njimi se prehranjujejo rastlinojede ribe salpe, morski ježki, pa verjetno še kakšni drugi organizmi. So pa to tudi območja visoke primarne produkcije, kar pomeni, da tukaj nastaja veliko kisika. Po drugi strani pa seveda za fotosintezo porabljajo ogljikov dioksid, tako da so to tudi območja dolgotrajnega ponora ogljika. Vlogo imajo tudi pri kroženju nutrientov in pri zaščiti obalnega pasu pred vremenskimi vplivi, ker tvorijo tako imenovan buffer zone oziroma pufersko cono, pač blažijo to močno valovanje, udarjanje valov ob obalo. Poleg tega so zanimive tudi za človeka, ker proizvajajo številne bioaktivne metabolite, ki imajo terapevtski potencial. To govorimo o fluorotaninih, steroidih, meroterpenoidih, terpenoidih, in te snovi lahko delujejo kot antibiotiki, antimikotiki, antioksidanti, imajo tumorsko delovanje in verjetno še kaj. Seveda pa žal ni vse lepo. Zdaj, cistozire so v zadnjih desetletjih v upadanju, to beležijo po celem Sredozemlju, v bistvu, da se te nekdaj bujni gozdički krčijo in izginjajo. Razlog za to so predvsem številni antropogeni vplivi. Eden takih je recimo gradnja v obalnem pasu. Zdaj vemo, da ljudje zelo radi urejamo obalo, gradimo kaj v tem obalnem pasu in to lahko neposredno vpliva na izgubo populacije, da se v bistvu to populacijo ali zasuje ali v bistvu se tam izkoplje. Če pa ni bila neposredno uničena, pa lahko naknadno pride tudi posredno do izgube populacije zaradi sedimentacije, namreč po izkopavanju se te delci sedimenta dvigujejo in potem, ko se spet usedajo na stelke alg, lahko
ali čisto mehanično preprečijo v bistvu, da bi do stelke prišlo dovolj svetlobe, ali pa jih tudi poškodujejo v bistvu zaradi abrazije. Drug tak pomemben dejavnik je segrevanje morja. Mediteransko morje je v bistvu tak delno zaprt sistem, tako da se tukaj te povišanje temperature je še toliko bolj izrazito kot v oceanih. Tako da od leta 1990 do 2013 so v Tržaškem zalivu ugotovili, da se je ta povprečna temperatura vrhnjega sloja vode dvignila kar za 2,6 stopinje, kar je že zelo zaskrbljujoče. Čeprav imajo cistozire, sploh ta vrsta Gongolarija barbata, lahko na kratki rok preživi tudi temperature tam do 30 stopinj, ampak ta dolga obdobja visokih temperatur, te dalj časa trajajoči v bistvu morski vročinski valovi lahko zelo negativno vplivajo na njih. Po drugi strani pa tudi temperature, ki so sicer še čisto v njihovem optimumu, ampak so neznačilne za določen letni čas. Recimo, predvsem je kritično ta čas razmnoževanja zgodaj spomladi in začetek poletja. Še ena nevarnost, ki jim preti, so rastlinojede ribe, salpe. Že tako oslabljene populacije cistozir, ki so lahko med sabo seveda fragmentirane, skrčene, potem napadejo še te velike jate salp in jih lahko pravzaprav popasejo čisto do dna, s čimer se soočamo pri poskusih obnove tudi mi, ampak več o tem v nadaljevanju. Kot sem že omenila, tudi ne prenesejo onesnaževanja, ampak s tem v Jadranskem morju trenutno nimamo večjih težav, so v bistvu te ravni hranil celo pod referenčnimi, tako da to ni največja težava pri nas. Je pa zaradi teh pritiskov, ki sem jih prej naštela, prihaja do upadanja populacij, naravna obnova teh populacij je pa kljub temu, da bi recimo vse te pritiske odstranili, malo verjetna. Razlog za to je v tem, da imajo cistozire velika in težka jajca in potem zigote, ki ponavadi se razširijo le nekaj centimetrov do nekaj metrov stran od matične stelke. Tako da to, da bi se te populacije same obnovile, v to v bistvu ni dosti možnosti za to, tako da so res potrebni neki usmerjeni in organizirani obnovitveni ukrepi. Zdaj, kaj se zgodi v bistvu, ko populacija upade? Vemo, da v naravnem okolju pogosto poteka v bistvu ta boj za razpoložljive vire. Tudi prostor je en tak dragocen vir in te prazne niše v bistvu takoj zapolnjajo neke druge vrste. Neke vrste, ki so bolj odporne, generalistične, začnejo nadomeščati te specializirane vrste. To recimo prikazujejo te spodnje slike, pogosto so to neke zelo nizke rdeče alge, ki tvorijo take preproge, ki jim rečemo turf, ali pa pač neke vrste makroalg, ki niso toliko občutljive na določene pritiske. In temu procesu, ko iz nekega kompleksnega habitata dobivamo neke bolj odporne habitate, ki pač so z široko razširjenimi vrstami, rečemo biotska homogenizacija, ko v bistvu habitati postajajo vedno bolj podobni drug drugemu. Rečemo, da v bistvu tak habitat preide v alternativno stabilno stanje in potem je povratek v ta specializiran habitat, v te morske gozdičke, je težek. Vedno je težje v bistvu obnavljati, povračati v prejšnjo stanje, kot varovati to, kar trenutno obstaja. Evo, na tem slajdu sem želela to še malo bolj prikazati. V bistvu te gozdički cistozir
en kompleksen habitat, ki je zgrajen iz košenj in potem ima tudi ta spodnji del, tako kot v gozdu, podrast. Potem, ko to izgine, nadomestijo to neke bolj preproste vrste, ki niso več kot drevesa, ampak bolj kot neki gozdički, in že je to manj kompleksen habitat. Še manj kompleksen habitat je, če so to te res nizke vrste alg, ki tvorijo te preproge. Lahko pa v bistvu ta območja popasejo tudi morski ježki, včasih prihaja do teh invazij morskih ježkov, ki popasejo ta območja z makroalgami prav do gole skale. In da bi ohranili te gozdičke, so pogosto potrebni neki obnovitveni ukrepi, ni pa samo dovolj, da mi vzgojimo algo in jo presadimo na območje, kjer te alge več ni, ampak so pogosto potrebni neki komplementarni ukrepi, se pravi, najprej moramo sprostiti prostor, odstraniti druge vrste alg, potem moramo poskrbeti za zaščito pred rastlinojedimi organizmi, še posebej v teh zgodnjih fazah, ko so te stelke res še majhne in ranljive. Včasih je potrebno odstranjevanje rastlinojednih, predvsem morske ježke, treba včasih odstranjevati, to sicer v našem morju trenutno ni težava. Zelo dobro je pa, če se tam, kjer je neka zdrava populacija cistozir še prisotna, da bi se tam ustanovila neka zaščitena območja. Obnovo gozdičkov lahko izvajamo na več načinov. Začeli so raziskovalci sprva s presajanjem odraslih in mladih osebkov. Tega danes ne počnemo več, ker gre za destruktivno metodo, tako da se poskušamo posluževati le nedestruktivnih metod. To naredimo tako, da naberemo te apikalne dele, kjer so razmnoževalne strukture, in mlade stelke sami vzgojimo ali v laboratoriju, čemur rečemo gojenje ex situ, ali na naravnem rastišču v morju, torej in situ, ali pa preko gojenja v odprtem sistemu. Seveda, da lahko vzgojimo mlade stelke, moramo poznati razmnoževalni cikel alge in, kot sem že omenila, naberemo te apikalne dele, vrhnje dele vejic, kjer se zgodaj spomladi razvijajo receptakli. Receptakli so taki zadebeljeni deli, ki imajo notri vdolbinice, ki jim rečemo konceptakli. In v teh vdolbinicah, konceptaklih, so notri prisotne moške in ženske spolne celice, oogoni in anteridiji. In ko so zrele, se sproščajo iz teh konceptaklov in pride do oploditve in nastanka zigote. Ta zigota se potem razvije take prve rizoide in se pritrdi na substrat v bližini matične stelke in tako zraste nova stelka oziroma sporofit. Mi se ukvarjamo z vrsto Gongularia barbata, podobno pa velja tudi za druge vrste cistozir. Torej, kako pravzaprav vzgojimo algo? Zgodaj spomladi, se pravi tam nekje konec februarja, začetek marca, se odpravimo na teren, tam, kjer je donorska populacija cistozire oziroma gongularije, in najprej naberemo manjše število receptaklov, da preverimo, če so že zreli. Zdaj to od leta do leta glede na temperature morja malo variira. In potem, ko pod mikroskopom potrdimo, da so v receptaklu zrele spolne celice, gremo spet na teren in naberemo v bistvu takšno količino teh receptaklov, kot jih potrebujemo za poskus oziroma
za poskus obnove, odvisno, kaj delamo. Te receptakle čim hitreje prinesemo potem v laboratorij na Morski biološki postaji, kjer jih očistimo, v bistvu jih poščetkamo in probamo odstraniti čim več epifitov, da preprečimo kontaminacijo. Temu pa sledi termalni šok. Te receptakle za 24 ur postavimo v hladilnik na 5 stopinj in potem, ko jih spet damo na temperaturo, kot je v morju, tam okoli 17 stopinj, se prične sproščanje gamet in oploditev. Te receptakle položimo na ploščice ali na kamne, odvisno, kak substrat izberemo. Pogosto uporabljamo take keramične ploščice, kot so prikazane na sliki C. In te receptakle pustimo na substratu 2 dni, če je to v teh mezokozmih, se pravi v teh posodah v laboratoriju, ali pa do 1 teden, če je to na naravnem rastišču. In potem po tem času to poberemo. Vmes zigote popadajo in se pritrdijo na substrat, mi pa potem redno spremljamo rast in razvoj teh mladih stelk. Na Morski biološki postaji smo na vrsti Gongolarija barbata do zdaj opravili že več raziskav. Ukvarjali smo se z izboljšanjem gojenja ex situ, se pravi v laboratoriju. Testirali smo različne metode vzgoje na naravnem rastišču, v odprtem sistemu, testirali zaščito pred objedanjem in pa zanimal nas je tudi vpliv povišanih temperatur na te zgodnje faze rasti cistozir. Pa bi vam to zdaj kar malo bolj podrobno predstavila, kaj smo delali. Ta protokol gojenja ex situ, torej v laboratoriju, smo poskusili izboljšati, ker je pri poskusih obnove zelo pomembno, da so te metode čim bolj učinkovite, časovno in stroškovno, da v bistvu lahko vzgojimo čim večje število stelk. In zdaj ta prvi protokol so razvili naši italijanski kolegi, ampak problem je bil, ker je metoda zelo zamudna in zahteva dolgotrajno in drago filtriranje vode in potem tudi večmesečno skrb za mlade stelke v laboratoriju. Mi smo to poenostavili tako, da smo uporabili vodo, ki je bila sterilizirana preko UVC naprave, v bistvu voda teče preko te UV žarnice, kar odstrani bakterije. In potem smo te mlade stelke po 14 dneh že prestavili v bistvu na take plavajoče strukture v morju. Ta metoda se je izkazala za zelo uspešno. Ta sterilizirana voda je bila čisto primerljiva, rast stelk v tej vodi ali pa v filtrirani, tako da smo s tem zelo poenostavili. Prav tako so stelke dobro rastle, tudi ko smo jih prestavili na te plavajoče strukture, mi pa smo imeli z njimi precej manj dela. Poleg tega so se zelo hitro adaptirale v bistvu na razmere v morju. Dodatna prednost teh plavajočih struktur pa je, da nam jih ni bilo treba pokrivati, ker jih te rastlinojede ribe, salpe, očitno niso pričakovale na takšni višini. Potem smo testirali metode sejanja in situ, se pravi na naravnem rastišču, in probali smo 2 različni metodi. V bistvu ena je, da smo vrečke, take mrežaste vrečke z receptakli privezali na skalo in pustili 1 teden. Druga metoda je pa, da smo to vrečko z receptakli 2 minuti stresali v bistvu nad skalo in v tem času pač je nekaj zigot popadalo na substrat in se pritrdilo. Zdaj obe metodi sta v bistvu perspektivni, bi jih lahko uporabili za obnovo, s tem, da pri drugi metodi, recimo, to smo ponovili 2 leti zaporedoma in letos nam ni uspela ta metoda,
zaradi tega, ker je bilo v tistem času slabo vreme, zelo veliko valovanja in je očitno te zigote morje odplavilo stran, preden so se lahko dobro pritrdile. Poskusili smo tudi, kako v bistvu rastejo te mlade stelke na naravni skali, potem pa smo letos poskusili isto še na rezanih ploščah peščenjaka in smo ugotovili, da v bistvu na naravni skali to raste precej boljše, ker očitno na tej skali že poteče prej neka sukcesija, to ni pač mrtva površina, ampak tam obstajajo neki biofilmi, neke snovi, ki očitno so pomembne za rast teh mladih stelk. Preizkusili smo tudi gojenje v odprtem sistemu in ga primerjali z uspešnostjo rasti v teh posodah v laboratoriju, v mezokozmih. To tudi z namenom seveda čim uspešnejše zasaditve velikih območij, da bi pač vzgojili čim več teh stelk. Spet smo poskusili to na keramičnih ploščicah in na kamnih. Smo pa pri obeh v bistvu sistemih in na ploščicah in v kamnih imeli isto težavo in to je invazija teh črvov mnogoščetincev in nekaterih rastlinojedih polžev, kot so recimo latvice, tukaj na zadnji sliki C. In preden smo ugotovili, da imamo te organizme v sistemu, so uspeli narediti že kar precej škode, bilo je pa tudi potem zelo težavno te organizme odstranjevati, ker niso bili prisotni samo te veliki črvi mnogoščetinci, ampak tudi v bistvu njihove larve, tako da smo potem vsako ploščico ročno vzeli iz sistema, poskusili odstraniti te mnogoščetince, ki so tvorili take cevi, na katere so v bistvu inkorporirali delčke teh mladih stelk. In dolgo časa smo sploh potrebovali, da smo ugotovili, da te stelke pač ne rastejo več, ampak so v bistvu del te njihove cevi. Poleg tega smo imeli težave tudi z epifitskimi vrstami alg, ki so lahko popolnoma prerastle te ploščice ali pa z nekimi biofilmi, tako da gojenje v odprtem sistemu se na naše presenečenje pravzaprav ni obneslo. Potem smo seveda, kot sem rekla, nam gojenje načeloma ne predstavlja nekih večjih težav, znamo precej dobro vzgojiti te mlade stelke. Največjo težavo nam povzročajo v bistvu rastlinojedi organizmi, predvsem salpe, tako da smo se letos ukvarjali tudi z zaščito pred objedanjem. Kako te mlade stelke, potem ko jih enkrat prestavimo v morje, zaščititi. In testirali smo zaenkrat dva različna načina, eden je pokrivanje s kletkami, drugi pa je tak vizualni odganjalec, to je v bistvu tako ribjo strašilo, 3D model brancina, ki je potencialni predator salpe. In rezultati so pokazali, da na začetku je ta vizualni odganjalec deloval, potem pa so se salpe dokaj hitro navadile na njegovo prisotnost in ga niso več zaznavale kot grožnjo, tako da žal to ni pokazalo nekih obetavnih rezultatov. Po drugi strani kletke lahko učinkovito zaščitijo mlade stelke, ampak je potrebno tu redno vzdrževanje in preverjanje. Na kletkah namreč se tudi lahko hitro razrastejo epifitske alge, ker jim ta mreža služi kot super substrat in potem lahko recimo prideš po enem mesecu v morje in najdeš samo neko tako kosmato kepo, kot je prikazana na tej sliki spodaj. To je v bistvu kletka, ki je popolnoma preraščena z eno epifitsko algo Ectocarpus. Pri kletkah je še ena težava ta, da ob kakšnih izrednih vremenskih razmerah te kletke lahko morje v bistvu
z močnim valovanjem odstrani in jih potem najdemo raztresane po morskem dnu naokoli. Težavo pa nam povzročajo občasno tudi ribiči, ki te mreže, kletke zapnejo s svojimi mrežami in prav tako odkrijejo naše plošče z mladimi stelkami. Tako da nobena od teh metod ni idealna. Za naslednje leto planiramo v bistvu, da bi preizkusili še en tretji način, avdio odganjalec, da bi posneli opozorilne klice salp, ker salpe se med sabo sporazumevajo, se opozarjajo pred nevarnostmi in da bi potem mi to njim predvajali, ko se približajo našim algicam. Letos smo izvedli še en zanimiv poskus, in sicer kako te povišane temperature vplivajo na te zgodnje faze rasti. V bistvu od prvega dneva, ko se tvori zigota, do 16. dneva, in ugotovili smo, da temperature 24 in 28 stopinj so že zelo kritične za razvoj teh stelk. Če pogledamo na tem grafu desno, tukaj je prikazan delež živih stelk po dnevih pri različnih temperaturah. Ta rdeča prikazuje 28, oranžna 24, rumena 18 in zelena 15 stopinj. In vidimo, da te stelke pri 28 stopinjah v bistvu jih po 6. dnevu ne najdemo več, ker so že vse odmrle, medtem ko pri 24 stopinjah zdržijo samo do 12. dneva in jih tudi potem v bistvu ne najdemo več, ker je bila smrtnost tako visoka. Spremljali smo tudi rast in spet vidimo rdeče 28 stopinj, praktično se niso razvijale te stelke. Tudi pri 24 stopinj jim ni šlo prav dobro, medtem ko se najbolje razvijajo pri 15 stopinjah in pri 18 sicer nekoliko slabše, ampak zmeraj se gre za normalen razvoj. Tudi na tej sliki na levi lahko vidite 15 in 18 stopinj, lepe, zdrave, mlade stelke. Pri 24 in 28 pa v bistvu vidimo, ni več pigmentov, te stelke so že v fazi razgradnje. Torej, da malo povzamem dosedanja dognanja. Zdaj ugotavljamo, da glavno grožnjo cistoziram v slovenskem morju predstavljajo predvsem te rastlinojede ribe salpe in pa gradnja v obalnem pasu oziroma verjetno kar kombinacija obojega. Zdaj ne vemo v resnici, ali so se te populacije rastlinojedih rib povečale. Jaz menim, da morda so populacije salp ostale enake, ampak je toliko večji pašni pritisk, ker vemo, da smo pa izgubili kar veliko biomaso teh makroalg. Se pravi, da je makroalg manj, kot jih je bilo v preteklosti zaradi različnih pritiskov, tako da tiste, ki pač še so pod toliko večjim pritiskom. Poleg tega so te populacije zdaj manjše in razdrobljene in potem tudi salpe lažje v bistvu popasejo res cel gozdiček. Kot sem rekla, nam vzgoja ne predstavlja težav, znamo dokaj dobro vzgojiti stelke, kar dokazujete tudi dve sliki. Večji problem pa je potem zaščita teh stelk. Ugotovili smo tudi, da zgodnjo presajanje ploščic v morje se dobro obnese, da lahko te metode vzgoje poenostavimo. Zelo pa nas skrbijo vedno višje temperature morja, recimo v zimskem času, v tem času razmnoževanja, pa tudi kasneje, v bistvu tudi te poletni vročinski valovi so zaskrbljujoči. Letos recimo smo imeli še konec oktobra v Piranu imelo morje še 25 stopinj, tako da te temperaturne anomalije
bodo zagotovo še predstavljale težavo ne samo za cistozire, ampak tudi za številne druge organizme. V prihodnosti si želimo predvsem optimizirati torej zaščito pred objedanjem, nadaljnjo izboljšati metode gojenja na naravnem rastišču, pa tudi nadaljevati v bistvu za to kombinacijo metode gojenja v laboratoriju z zgodnjim presajanjem v morje. In pa plan je zdaj za prihodnje leto in za prihodnost v bistvu pozornost na trenutne populacije cistozir, torej da bi spremljali fotosintetsko aktivnost teh obstoječih populacij skozi leto in bili še posebej pozorni na vpliv povišanih temperatur in drugih morebitnih stresorjev. Ko se lotevamo obnove, moramo res vse dobro premisliti. Ni dovolj, da vemo, da je nekje bil gozdiček v preteklosti prisoten. Potrebna je res natančna identifikacija stresorjev, če je možna njihova odstranitev in da se potem odločimo, ali je obnova na določenem mestu sploh smiselna ali ne. Tako da to je zaenkrat iz moje strani vse.